Papež Frančišek je v audienco 17. septembra sprejel udeležence konference o migraciji in begunski krizi. Med njimi so bili člani Evropskega združenja in Svetovne zveze nekdanjih jezuitskih gojenk in gojencev, ki omenjeni dogodek organizirajo. Vesel sem, da vas lahko sprejmem danes v sklopu konference o migraciji in begunski krizi. Gre za največjo humanitarno krizo po drugi svetovni vojni. Potem, ko ste diplomirali na jezuitskih šolah, ste prišli v Rim kot moški in ženske za druge. Tokrat še posebej zato, da bi razmišljali o prisilnih migracijah in o vaši odgovornosti v odnosu do trenutne situacije. Prav tako pa je pomembno, da postanete pobudniki sprememb v svojih skupnostih, je poudaril papež Frančišek. Tragično je, da je danes na svetu več kot 65 milijonov oseb, ki so bile primorene zapustiti svoje domove. Ta številka, ki še nikoli ni bila tako visoka, gre preko vsake predstave. Skupno število beguncev je zdaj večje, kakor število prebivalcev v Italiji. Če gremo preko zgolj statističnih podatkov, bomo odkrili, da so begunci žene in možje, dekleta in fantje, ki niso drugačni od naših družin in prijateljev. Vsak izmed njih ima ime, obraz in zgodovino, kot tudi neodtujljivo pravico, da živi v miru ter upa na boljšo prihodnost za svoje otroke, je poudaril papež Frančišek in nadaljeval. Danes bolj kot kakorkoli prej cerkev potrebuje, da zajame iz poguma in zgleda patra Arupeja. Preko vaše jezuitske izobrazbe ste bili povabljeni, da bi bili v Jezusovi družbi, s svetim Ignacijem Lojolskim kot vašim vodnikom, pa ste bili poslani v svet, da bi postali žene in možje za in z drugimi. V tej stiski zgodovine potrebujemo osebe, ki slišijo krik o bogih, ter nam odgovorijo sočutjem in velikodušnostjo. Papež Frančišek je udeležencem še položil na srce. Pozivam vas, da zajamete iz veselja in uspehov, ki vam jih je dala vaša jezuitska izobrazba, ter jih spremenite v skrb za izobraževanje beguncev po svetu. Zapomnite si, da vas pri tem delu spremlja Božja ljubezen, je poudaril papež Frančišek.